Hvala lepa, spoštovani predsednik, dragi prijatelj Matej, draga ministra, kolega ministra Jernej in Mark Boris, vodja poslanske skupine, moj mentor in prijatelj Jožef, častni člani, poslanci, evropska poslanka, državni sekretarji, župani, vsi delegati, prvi predsednik slovenske vlade, lepo pozdravljeni in dober dan. Najprej mi dovolite iskreno zahvalo za to, da ste me lani ta čas izvolili za člana izvršilnega odbora Nove Slovenije krščanskih demokratov. Prvič vas na tem forumu, kongresu stranke, nagovarjam kot njen podpredsednik. Kot ena od dveh desnih rok predsednika Mateja Tonina, ki me je povabil v najožjo ekipo, za kar sem mu izjemno hvaležen. Hvala ti, Matej, za zaupanje, hvala tudi celotni ekipi glavnega tajništva in organom stranke. To leto, ki je že drugo leto mandata te vlade, a tudi drugo leto, ki ga zaznamuje epidemija, sem doživel še bolj intenzivno vpet v delo in dušo stranke, kakor prejšnje. Kot podpredsednik stranke in kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sem obdan z ekipo 007, pravo ekipo za nemogoče misije. Če bi vsakokrat, ko smo slišali, da je nekaj nemogoče, potem pa smo našli način, da je to nemogoče izvedeno, narejeno, če bi vsakokrat dobili priznanje za to, potem bi jih imeli polne pisarne. A nič ne de, če temu ni tako. Včasih dobimo nekaj drugega, nekaj, kar ogreje, nas poživi in nas žene naprej. Zahvalo tistih, ki so dolga leta poslušali ne da se, ki so trpeli krivice, ki so bili oropani dostojanstva. Zato vedno bolj vsak dan vem in v Novi Sloveniji vemo, da se. Ob zahtevnem boju z epidemijo, predvsem domovih za starejše, ko smo vsi trepetali za naše najranljivejše v družbi, smo z interventno zakonodajo, sprejemanje kar 4 zakonov smo vodili mi, ter z odzivnostjo hitro, celovito in učinkovito odgovorili na posledice širjenja virusa. Da se. Uspelo nam je postaviti finančne temelje, ki že omogočajo in bodo še omogočili številne obnove in gradnje domov za starejše. Denar črpamo iz skladov Evropske unije ter slovenskega proračuna. Ob tem smo že zagotovili 1280 novih mest v koncesijah za oskrbo starejših. Kmalu jih bomo še 1100. Povišali smo plače najbolj obremenjenim in spregledanim kadrom v domovih za starejše, ker vemo, da je njihova služba veliko več kot samo to. Je poslanstvo, je služenje družbi. Zagotovili smo preko 650 dodatnih zaposlenih za domove za starejše, varstveno delovne centre, CUDV-je do sredine prihodnjega leta, kar je odločilno pomagalo in še pomaga k premagovanju epidemije in razbremenitvi izčrpanih ekip domov. To mi povejo, ko jih obiskujem in veliko jih obiskujem. Spoštovani in spoštovani, da se. Z ukrepi, kot sta čakanje na delo doma in skrajšani delovni čas, smo ohranili okoli 300 000 delovnih mest in tako zaščitili življenja ter zagotovili finančno in socialno varnost številnih družin. Ukrepi so dali neverjetne rezultate. Imamo visoko gospodarsko rast in tudi ugodne napovedi. Imamo najnižje število brezposelnih po letu 2008 in rekordno število zaposlenih preko 906 000. Spoštovani, kdor danes želi delati, bo našel službo in našel jo bo hitro. Zastavili smo ambiciozne načrte v smeri bolj preglednega in pravičnega sistema socialnih in družinskih transferov, zaradi česar bodo prejemki bolj predvidljivi, namenjeni tistim, ki jih resnično potrebujejo. Dragi prijatelji, zdrav, dela zmožen človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči. Okrepili smo ukrepe družinske politike in s tem podprli slovenske družine. Omogočili smo brezplačen vrtec za drugega otroka in brezpogojno brezplačen vrtec za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Ob tem sistemsko odgovarjamo na posledice zahtevnega obdobja in stiske, ki iz tega izhajajo. Okrepili smo socialno-varstvene programe v vseh vidikih.
z rekordnim proračunom oziroma proračunoma za leto 2022 in 2023 smo zagotovili investicije v ljudi in v gradnje ter posledično v razvoj naše lepe domovine Slovenije. Da se. Vsak dan znova in vsak dan več delamo za ljudi, ki nas na terenu spodbujate in podpirate. Naša prizadevanja temeljijo na resničnih potrebah naših državljanov, rešujejo dejanske probleme, popravljajo krivice, celijo rane. Kajti samo to šteje. Niso dovolj besede, niti ne visoko leteči dobri nameni. Teh je v slovenski politiki še preveč. Nova Slovenija je drugačna stranka. Z nogami trdno na tleh. Mi verjamemo v rezultate. Samo delo in še enkrat delo, kamen na kamen, korak za korakom, gospe in gospodje, nas bodo pripeljali do cilja. Cilja najprej uspešno zaključiti ta mandat in iti na volitve po novega. In tudi to se da. Verjamemo namreč, da nas slovenski človek spoštuje in še vedno nagrajuje dvoje. Dosežke in vizijo. V Novi Sloveniji, krščanskih demokratih, ponujamo oboje. Pred skoraj 4 leti smo na volitve odšli z bogatim in prodornim programom. Od tam smo pred skoraj 2 letoma črpali navdih za koalicijsko pogodbo in na to za številne sprejete zakone in ukrepe. V veliki meri jih je narekovala epidemija, ki je razgalila ves blišč in bedo preteklih političnih garnitur. Na svojem resorju sem z grozo spoznal, kako globoke vrzeli zevajo denimo pri nastanitvah za starejše, pri dolgotrajni oskrbi, ki zadeva najranljivejše, ter pri že omenjenih socialnih transferih, ki ne dosežejo vedno le tistih, ki jih najbolj potrebujejo, in je razlika med socialnimi transferi in minimalno plačo odločno premajhna. Gotovo ni vselej lahko. Še posebej ne takrat, ko z dejstvi in resnico vedno znova poskušamo prodreti skozi populistične laži. Niti ne tedaj, spoštovani in spoštovani, ko se zvečer po 13-urnem ali več delovniku privlečem v tiho družinsko hišo, kjer že vsi spijo. In še najmanj takrat, ko nam kakšen opozicijski poslanec v državnem zboru že 10-tič očita in širi populistične laži, ki jih na to še 11-tič mirno, samozavestno demantiramo. A vredno je. Verjemite, da ni lepšega, kot prinesti novico o obnovi 50 let starega centra za delo, varstvo in usposabljanje tamkajšnjim varovancem, ki bodo v tem zavodu živeli vse življenje, do konca svojih dni. Ni večjega zadoščenja, kakor takrat, ko lahko kot pristojni minister skleneš dogovor o višjih plačah v sektorjih, kjer zaposleni že ves čas epidemije dihajo na škrge. In kar toplo mi je pri srcu, ko pomislim, da smo prav letos zagotovili brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem v vrtcu, in brezpogojno brezplačni vrtec za vse naslednje otroke, tisočerim družinam. Kajti ravno družina, dragi prijatelji, je tisto okolje, tisto varno okolje, kjer raste naš boljši jutri. In danes Nova Slovenija, krščanski demokrati, predstavljamo nov program za naslednji mandat, na kar sem izjemno ponosen. Ključno je, da bomo zagotovili delovna mesta, zaposlitve in s tem pomagali tako zaposlenim kot gospodarstvu. Uvedli bomo razvojno kapico, da bo razvojnikom, inženirjem ostalo več od njihovega dela in jim ne bo treba v tujino po boljše plačilo za svoje vrhunsko delo. Zagotovili bomo varne pokojnine in dostojno bivanje našim babicam in detkom v jeseni njihovega življenja. Zagotovili bomo dostopna stanovanja za mlade in pripeljali več življenja v našo ljubo Slovenijo. Da se. Dragi prijatelji, na volitve 24. aprila 2022 gremo samozavestno in pogumno. Nova Slovenija takega izhodišča za volilno kampanjo še ni imela. Obvladamo svoj posel, imamo odlične rezultate, jasno vizijo in predvsem vas, srčne ljudi na terenu po vsej Sloveniji. Nova Slovenija je ekipa. Ekipa s srcem. Kdaj, če ne zdaj, kdo
če ne mi. Srečno!